Živijo punce, ta video že kar nekaj časa želim posnet, ampak nikoli nisem dejansko vedela, kaj sploh želim povedati z njim, kako se želim izražati, kaj je dejansko moje sporočilo. Zaradi tega pa verjetno se še malo sliši, sem kak teden ali dva nazaj kar konkretno zbolela in včeraj me je Matjaž peljal v bolnico, tako da sva šla na pregled, pa sem dobila neke tablete in to, tako da se je stanje zdaj kar malo izboljšalo. In upajmo, da se bo v prihodnjih dneh še toliko boljša, ne? Sem pa rekla, da dosti je bilo zavlačevanja končno, da je začela nazaj snemati. Samo v današnjem dnevu imam namen še vedno 2 videa posnet, pa ta teden, ker je bilo toliko pomanjkanja in objavljen vsega, pripravljen za vas kar tedenski vlog, ne samo dnevni. Tako da ja, najverjetneje se sprašujete, zakaj snemam brez podlage, brez pudra, nekaj, kar totalno ni v mojem stilu. Ker ja, tisti daily vlogi že, ampak taki resni videi pa redko kdaj, da posnamem brez podlage, ne. Ne vem, če sem sploh že kdaj. V tem videu želim spregovoriti o svoji izkušnji z Oxygenesis terapijo, ampak predtem pa bom malo delila svojo zgodbo, zakaj je sploh Oxygenesis terapija. Torej, tiste, ki me poznate tudi face to face ali pa že z mojih mlajših let, verjetno veste, da sem se od vedno borila z mozolji, aknasto kožo, temi scars, praskotinami, ki jih pustijo akne in vsem tem. Začelo se je pa vse skupaj v 5. razredu osnovne šole. Takrat je moja koža res predtem bila perfektna in potem bum. V manj kot pol leta sem imela cel obraz ponavadi taka tako linija. Se mi zdi, da je bila v to smer ali je bila v to smer. Ne vem, taka tako linija. Čelo tu dol, popolnoma prekrita z aknami, z mozolji, obup. In seveda, kakor najstnik te to zelo prizadene, ne razumeš, zakaj se toliko tebe dogaja in namesto da bi pustila kožo, da pač opravi, kar je mogla praviti, sem jaz takoj šla na pregled k zasebnemu zdravniku v Novi Gorici in verjetno dosta zveh kateremu in verjetno veste, koliko je poseben ta zdravnik. In on mi je dal res v začetku ne vem koliko antibiotikov, tekočin, kislin. Pri 15 letih sem jaz toliko zadev sprobala in se mi zdi, vsake 2 tedna sem menjala zadevo. Ali je bila kakšna tekočina, da sem si mogla v smislu tonika in to. Zraven tega seveda starši so videli, da je to res bolečina in da mi dosti trpljenja prinaša. Tako mati, vse dobro je hotela, je tudi ona, če so bila v lekarni pa mi je rekla, bi to sprobala, bi tisto, ker je res videla, da to je bila ena stvar, kar me je najbolj bolela v tistem trenutku. No, mozolji dejansko niso nehali se mi zdi, je bilo vedno nekako isto, samo da sem se z leti nekako sprijaznila s tem. Sem pa začela takrat tudi z raznimi tekočimi podlagami, preizkušati sem, da bi le zakrila to, kar se dogaja na mojem obrazu. In po letih tega, ne vem, do enega 8. razreda, 9. sem res občutila samo težo tega, čeprav dejansko ljudje me nikoli niso dali neki pozornosti na tega, razen moji domači, moji braća posebej. Dejansko drugi niso se nekaj obadali z mojimi mozolji, mogoče 1-2 sošolca sta kaj komentirala, ampak to je bilo to. Ampak sama pri sebi pa, kak se veste kako je, si v srednji šoli, imaš okoli sebi te lepotice, osnovne šolske in se začneš primerjati in zakaj pa jaz nisem taka, zakaj pa moram lih jaz imeti tako kožo, zakaj pa moram lih jaz se zjutraj toliko prej zbujati, da vse to naredim, ker seveda v tistih letih meni mi ni bilo nekaj samoumevnega, da pač je koža, vsi imamo z njo probleme in da še kadar se sprejmem, vam lahko hodila ven in bo vseeno kakšna sem. Ali pa sem lahko posnela pa dala na internet, da lahko vsi vidijo, kakšno kožo imam. No, in potem sem pa nekje od konca 9. razreda, prvi letnik srednje šole, so se meni akne skoraj popolnoma izginile. Točno kaj se je zgodilo v tistem obdobju, vam ne moram povedati, kaj bi bilo. Nič nisem spremenila, ne da bi vedela, ne prehrano, ne kreme, ni nič takega, dejansko pojma nimam. Ampak sem imela tam obdobje kakega pol leta, da je bila koža popolnoma čista. Potem v sredini 1. letnika se je spet začela, oziroma ne, v začetku 1. letnika srednje šole se je začela zadeva zopet ponavljati, zopet sem začela dobijati mozolje. Sem pa tudi takrat dobila svojega prvega fanta in ta me je kar dosti spodbudil, da sem začela športati, tiste, ki se spomnite, veste to. Da sem začela in športati, zraven tega tudi brat, fitness trener, sta oba pritiska na to. In s tem je prišlo tudi, da sem začela dosti bolj zdravo jesti, dosti se gibati in mozolji so imeli taka obdobja, da po 2-3 mesece ni bilo nič, potem spet, 2-3 mesece nič in potem spet.
Potem konec drugega letnika srednje šole, tam nekje sem tudi opustila meso, kar se mi zdi, da je ekstremno pripomoglo k moji koži, je pa še vedno so bile brazgotine obupne. Potem pa sem tudi prešla na kontracepcijske tabletke, kar so stanje konkretno mirile. Poleg telovadbe, prehrane, ki je bila večinoma samo sadje, bolj redko zelenjava in res dobri ogljikovi hidrati, pa ogromno športanja vode, ne vem koliko sem popila, je koža se ekstremno dosti umirila. Tam konc 3.-4. letnika spet pride nazaj, se vse skupaj pojavi in jaz nisem videla druge rešitve, kakor pa, kar mi je priporočala kolegica, ker je njen takratni fant tudi to naredil, in sicer Rokotan. Ene izmed vas verjetno poznate Rokotan, to je kar precej nevarna zadeva. Če vam povem samo nekaj odstranskih učinkov, če zanosite v tem času je 99,9%, da bo vaš otrok mentalno zaostal ali pa da bo kaj fizično narobe z njim, tako da morate obvezno zraven tudi kontracepcijske tablete in kondome uporabljati, če imate spolne odnose. Zraven tega enkrat mesečno morate iti dajati vodo in kri, se mi zdi. Tako da res spremljajo, kaj se dogaja z vašim telesom. Vem, da pri nas doma imamo povešen kolesterol, tako pri meni, kakor je šlo nič 1% bolj gor, da se je pomaknil, da sem večer pred tem pojedla eno jajce, je že takoj hotela prenehati s postopkom, ker je res tako nevarno. Ne smete se sončiti v času jemanja, zato ker lahko dobite močne opekline, ne smete se briti z raznimi voski, ker vam lahko tudi kožo dol potegne, pač posledice so res obupne. Ampak, če imaš tudi ti mozolje, če trpiš zaradi aken, veš, da v tistem trenutku ti je vse vredno. Bi vse to dala skozi, samo da se tega rešiš. In ja, to sem tudi jaz naredila in ta terapija naj bi trajala pol leta. Jaz sem imela tako dobre rezultate, da z dermatologinjo nismo mogli verjeti in sva dejansko terapijo prekinili že po 4 mesecih, ker rezultati so bili res neverjetni. Koža, nobenih novih aken ni bilo, nobenih novih mozolju, tudi te brazgotine, ker jih imam popolnoma so izginile. Koža je bila res, nisem imela v življenju, niti kakor otrok nisem imela tako lepe kože, kakor pa pri jemanju Rokotana. In sicer jaz sem imela razpokana ustnica, sem jih morala stalno mazati in sem uporabljala izdelke, ki so navlažili mojo kožo, ampak koža res tako lepa v življenju ni bila. Sicer dozo bo zdaj pisala, ja, pa kje se bi Rokotan, pa kako je pa to. Bi pa rekla, prosim punce, to je bila res tista last resort moj, ker tiste, ki me tudi živo poznate, veste, moja koža je bila obup, da je bilo res hudo stanje. Če trpiš ti za kakšnim mozolčkom, to če imaš zdaj, tako kot imam jaz ta moment in misliš, ja, jaz bi zdaj rab Rokotan, ne tega delati. Razen, če imaš res ekstremno hudo, ne priporočam Rokotana. Tisto priporočam res kakor last resort, dej prej sprobi telovadbo, probi piti ogromne količine vode, jesti zelenjavo, dobre ogljikove hidrate, jesti fajn sadja, fajn oksidantov. Probaj prvo vse to. Namesto da obraz dajaš neke kemične snovi, dej za začetek probati malo bolj na naravno prešaltati. In če vse to ne gre in če imaš še obupno stanje, potem bi rekla, da sprobaj tudi Rokotan. Predtem res ne priporočam, zaradi tega, ker ima toliko stranskih učinkov. No, kakor sem rekla, meni pa je pomagalo. Po 4 mesecih sem že nehala, jaz sem končno po enih, ne vem, skoraj 7-8 letih prenehala nositi tekoče podlage, hodila v srednjo šolo samo s kakšno kremico pa maskaro gor. Jaz sem res drugi človek, ker sem končno zaživela taka, kot sem. Ampak, potem sem zaradi dosti stvari, ki so prišle vmes, v prvem letniku faksa, opustila kontracepcijske tabletke. In takrat, že to prvo, da dejansko Rokotana, celotne terapije, jaz nisem dokončala, ker bi mogla še 2 dodatna meseca. In to, da sem prenehala s kontracepcijskimi tabletkami, je meni naredilo to, da se stanje slej ko prej povrnilo v skoraj da prvotno stanje. Spet sem začela dobijati mozolje, spet sem imela akne po cel obraz, tiste res boleče. Moja samozavest je spet padala. In res ni bila prijetna izkušnja. Sicer hvala Bogu za blog in za vse, ker s tem, ko jaz dajem ven to, sem opazila, da tudi s tem, ko se zdaj snemam pred kamero brez make-upa, dejansko mi je meni lažje in se sprejemam, kakor čudno je slišati. Zaradi tega, ker sem tako pokažem, ja pač imam mozolje, sem taka, ko sem, mi je potem tudi lažje iti ven stanovanje brez make-upa, iti na pijačo brez make-upa.
Ampak ja, no, naj nadaljujem. Potem spet na faksu smo obdobje, so bili, niso bili. In kar pa imam večni problem, pa ne toliko sami mozolji, ampak te neke hraste oziroma brazgotine, ki so jih mozolji pustili. Jaz dejansko aktivne mozolje imam zdaj tukaj enega, bom kar pretipala, tako čutim. Tukaj enega in tukaj enega. In to je to, 3 aktivne mozolje, šta je podkožni, tako da ne šteje. To vse drugo, kar vidite, so dejansko samo brazgotine. In ko sem jaz slišala oziroma prebrala, kaj sploh oksigenezis je, da ti na popolnoma naraven način pomaga, tako da ti spušča kisik na kožo, čisti kisik, sem bila definitivno za sprovat, ker vedela sem, da rokotanje je tisti last resort, če vse drugo ne bo šlo. In še zdaj, če se bo stanje ponovilo, vem, da slej, ko prej bom šla nazaj na rokotanj, ampak si ga pa res spuščam potem, ko vse možno sprovam, ker toliko škode in toliko kemije, ko je to v telo, ne vem. No, in jaz sem začela z oksigenezisom enkrat konec januarja, se mi zdi, in sama terapija je nekaj najbolj sproščujočega, kar sem v življenju probala. Toliko je fajn, da mi je bilo vredno se voziti v Novo Gorico enkrat tedensko, zato da jo imam. Kar pa sem opazila je, prvo, da se ne znam držati prehrane več, in sicer, ker kadar si ti opravljaš terapijo oksigenezis, naj bi vnašal v svoje telo čim manj sladkorja, res se prehranjeval čim bolj zdravo, čim manj procesirane hrane. Jaz sem pa to delala v času pusta, Valentinovega, 8. marec ni bil. Ali sem še 8. marec je bilo, pač vseh teh, ne. Tako je bilo res ogromno krofov, ogromno maščobe, sladkorja. Sicer priznam, da prve 2 tedna, kadar sem se res strogo držala in v svoje telo nisem našla nikakršnih porkerij, dejansko so rezultati bili neverjetno dobri. Potem s časom, ko sem pa spet začela tudi to jesti, se je malo zaustavil celoten proces. In tudi pri zadnji ali predzadnji terapiji me je Klemen, ki je meni samo terapijo naredil, me je vprašal za moje iskreno mnenje, pač koliko procentov jaz mislim, da se mi je izboljšalo. In tako, ko sem njemu rekla, bom rekla tudi vam. Sama oksigenezis terapija mislim, da mi je izboljšala stanje kože za 30 do 40%. Zdaj ne moram reči, da je bil neki aha moment, da je koža totalno drugačna, ne. Se pa zavedam, da je velika verjetnost, da sem za to tudi sama kriva, ker vsake toliko tiste, ki veste, in zdaj vem, da verjetno bojo obupni komentarji spodaj, se že pripravim na to. Jaz še vedno skadim kakšen cigaret, ker pač ja imam to obupno razvado. Kar oksigenezis terapije ne priporočam nasploh, obupne mozolje dela. Zraven tega sem jedla kar nekaj sladkorja, ker je bilo tudi lih tako obdobje, pa pod stresom sem bila in za tiste, ki še ne veste, jaz se s stresom ubadam tako, da pač jem čustva, ena od mojih lepih lastnosti, pa tudi vode sem zelo malo pila, ker sem bila stalno v laufanju. Vse vidite tudi pri mojih vlogih, kakšno je dejansko moje življenje, da 3/4 svojega življenja preživim na cesti in živim od Petrolove Coffee to Go, še vedno iščem sponzorstvo, by the way, Petrol, fajn bi bilo. Tako da ja, sama terapija, mislim, da če bi se jaz držala celote, bi enih 50-60% sigurno izboljšala. Zdaj, ja, nekega čudeža ni. To razen rokotana nisem še dobila, ampak rokotan ima pa take posledice, da raje se zadovoljim s takim, pa še kdaj ponovim oksigenezis terapijo, pa bo mogoče boljše, kakor pa toliko kemije daje do sebe. Torej, ja, izkušnja kakor celota, kakor vsaka nekaj najbolj sproščujočega. Izdelki, ki sem jih dobila za doma za uporabljati, ker tudi to je, da je pomembno tudi kaj uporabljate doma. To, kar sem dobila, jaz sem parkrat se pregrešila kakšen večer in preizkusila kaj drugega, ker sem blogerka. Pa sem kakšno masko uvedla tudi noter pa tako, ampak sami izdelki so res zelo nežni za kožo, kože niti malo ne iritirajo. Jaz sem že rekla Klemenu in Kristini, da tisti serumček, ki sem ga uporabljala, obvezno rabim v svojem življenju. Zdaj uporabljam enega od Lancoma in je dosti bolj grob, dosti bolj skoraj peč, alkohol se čuti, v primerjavi s tistim, ki je pa tako nežen, moja koža ga je takoj popila. S tem, kaj tle v primerjavi z Lancomom, kaj je kar cena, se veste, pa ga moram kar nekaj časa masirati. No, opazila sem tudi, da med samo terapijo sem imela dosti izbruhov v mozolju, kar
spet lahko je zaradi tega, ker sem jedla sladkor, ker sem to, ker sem tretje, ampak sem opazila, da dostikrat mi je kar metalo jih mozolji ven. Je pa res, da to je zato, ker se je koža čistila, ker vse, kar je bilo prej pod povrhnjico, je zdaj šlo ven, ker je koža končno dobila tisti čist, svež zrak in nego, kar dejansko rabi. Po sami terapiji zdaj je minilo že 2-3 tedne sigurno, pač zbolela sem hotela že prej posneti, pa sem opazila, da se stanje vsak dan bolj izboljšuje, vsak dan. In je še danes, ko sem zjutraj gledala v ogledalo, sem rekla Matjažu, da ne morem verjeti, kako se mi je koža izboljšala, da je totalno drugače, kot se reka aktivni mozolji tu, tu in tu. In to je to, 3 je na celem obrazu. Opazila sem tudi nekaj, kar nobena druga kozmetična storitev, noben drugi izdelek mi do zdaj ni ponudil. In sicer, da so mi moje brazgotine začele izginjati. Fant, kadar sva se prvič spoznala, on je rekel, da zakaj imam tako kožo, zakaj ne naredim, kaj je to, tisto tretje. Zdaj pa sva se lih danes pogovarjala, še on ne more verjeti, kako se je meni koža čistila. In to ne samo s temi aktivnimi mozolčki, ker je tako oddaleč, ko me nekdo vidi, ponavadi ne vidi, kaj je aktivno, kaj ne vidi, samo rdeče pike. In to je to. In še on je rekel, da je in manj brazgotin in vsega, pa je nekdo zunaj mene, nekdo objektivno, ko me ne vidi lih vsak dan v ogledalu, ne. Pa dejansko dosti bolj objektivno gleda na vse, ker veste, da mi, kukor bomo eno brazgotino videli, nič se ni spremenilo. Tako da ja, jaz v prihodnosti definitivno bi razmislila o kakšni taki terapiji. Tudi zadnje čase sem se poglobila dosti v razne laserske ali pa kemične ali pa kaj takega terapije in pripravljena sem res vse preizkusiti, preden grem na Rogathon. Bi pa Oxygenesis priporočala definitivno vsaki izmed vas, ki si želi na naraven način se s tem bojevati, delati karkoli. Ker že to, nehajte se bojevati s svojim telesom. Takrat sem se jaz bojevala z raznimi antibiotiki, kislinami, ne AHA pa BHA, ampak res konkretne doze, ki jih samo zdravnik lahko predpiše. Dokler sem na Rogathonu bila vse, ne samo da razen Rogathona vse drugo ni učinkovalo, ampak tudi nesrečna sem bila, ker sem stalno se samo s tem obremenjevala. Ker sem se enkrat sprejela in končno nekaj zdravega preizkusila, vidim sama na koži, da je koža stokljubaš. Tudi vaše komentarje vidim, ker kakor sem povedala v vsakem vlogu, ko sem imela Oxygenesis, jaz iz dneva v dan razlike nisem opazila. Opazila sem jo, kadar sem enkrat tedensko šla v Gorico in primila telefon v roke in dejansko videla in potem primerjala posnetke. Tam sem dejansko videla, koliko se spreminja koža. Mamice, če me poslušate in če se vaša hčerka, vaša najstnica, če se obada z mozolji, prosim, ne vozite okoli zdravniku. Razen, če je res ekstremno hudo stanje, če ima res gnojne akne, če ima ogromne mozolje, podkožne mozolje, ja, v tistem primeru pejte do dermatologa. Predtem pa raje, kot da kupujete ne vem kakšne škodljive stvari v lekarni in osebni zdravniki dostikrat naredijo več škode, kakor pa dobrega, če govorim iz svojega primera. Dajte raje investirati v neko tako terapijo, kjer je naravno, kjer se dobesedno kisik spušča na kožo, kjer koži pomagamo in se ne bojujemo z njo. Pa prioritetno bi rekla, vse izhaja iz nas, iz notranjosti, tako da dajte prvo poskrbeti, s čim se prihranjujete, koliko vode dnevno spijete. A se gibate, jaz vidim v zadnjem mesecu, ko sem res minimalno se gibala, kjer je moje življenje bilo na cesti, živela sem od kave pa od cukra, to me je držalo po konci. Moja koža je spet začela malo na slabšem. Zdaj, zadnjih nekaj tednov, ko pa me je dobesedno bolezen prisila, da se malo umirim, pa vidim, da se tudi sama koža dosti umirja in je dosti lepša. Tako da ja, to so moje misli o Oxygenesis terapiji. Oxygenesis terapijo bi priporočila tako puncam v svojih najstniških letih, ki se bojejo z mozolji, kakor puncam po 20. letu. Dejansko vsakemu bi priporočala, ne samo osebi z mozolji, ampak komorkoli, ker s tako terapijo lahko koži samo pomagamo, zato ker ji dajemo kisik, ker veste, da v takem svetu, kakor živimo, koliko je izpušnih plinov konstantno v zraku, koliko je naš zrak onesnažen, koliko UV žarki naredijo škode. Dejansko to, da ti sami koži ponudiš, kar najbolj rabi, preprosto samo kisik, je nekaj najboljšega, kar lahko narediš. Jaz vam bom tudi pokazala, oziroma ste videli verjetno že tekom videa pobližje mojo kožo. Mislim, da se lahko kar vidi sprememba. Žal mi je, da nisem naredila takega posnetka tudi na začetku svoje terapije, ampak samo slike. Bom mogoče tudi na svoji Facebook strani ali pa na blog strani dodala tudi slike, tako da boste lahko videli, kakšno je bilo prvotno stanje v primerjavi zdaj.
Če vas še karkoli zanima glede terapije, mi to prosim napišite spodaj. Imate pa tudi, želite terapijo preizkusiti z tem, da omenite, da ste to videli na mojem YouTube kanalu ali pa na blogu, pa sem se potrudila in dobila tudi to, da za eno terapijo je 10% popusta, če pa zakupite celoten paket, pa bo minus 20% popusta. To je pač neko moje darilo vam, ker, kakor se nekaj vas razumem, vem, kakva bolečina je lahko to, da nimaš lepe kože, še posebej v najstniških letih, ko te to lahko najbolj prizadene. In če vam lahko pomagam, če lahko nekaj naredim, zakaj ne. Če ti je bil ta video všeč, čeprav sem nekoliko bolj nov na energiji zaradi vseh tablet in vsega, prosim klikni všeč mi je, tako da vem še za naprej, da naredim tudi take bolj osebne videe, pa kakšne reviewe terapije ali kakorkoli bi se temu reklo. Ne se pozabiti naročiti, ko se vidimo v naslednje, pa lep dan ti želim. Čau, čau!